Pozdravljeni kitaristi, začetniki, Jure tukaj. Prišli smo do konca naše sage o akordih. Ja, prišli smo do F-dura in F-mola. Yes. No, kot prvo bi vas rad povabil, da si pogledate prvo epizodo, kjer sem govoril o E-duru in E-molu. Zakaj? Zato, ker so si akordi zelo podobni v obliki in vam bo sigurno to spet ena vzporednica, ki vam bo pomagala, da si hitreje zapomnite oblike in prijeme. No, pa dajmo kar začeti z F-durom. F-dur bomo prijeli takole. Uporabili bomo vseh 5 prstov. In sicer, kazalec bomo spet premaknili nulto cono na prvo mesto, tokrat bomo mogli kazalec čez vseh 6 strun. Ja, preostale prste bomo pa tako, kot je bilo pri E-duru, prestavili pol tona višji, s to razliko, da je kazalca zdaj nimamo več frej, ker prijema to in bomo mogli s sredincem prijeti drugo polje tretje strune, mazinc bo šel na tretje polje četrte strune in sredinc bo šel na tretje polje druge strune. F-dur. Toni si sledijo. F, C, F, A, C. Da definiramo F-dur, rabimo 3 tone. Primo, veliko terco in pa kvinto. V našem primeru, evo jo, F je prima, potem imamo veliko terco, ki je tale, kaj že, A, in pa kvinto, ki je pa tukajle C. Ja, ponovno vidimo, da si ne sledijo akordi naravno po vrsti kot na klavirju. In tudi to je neka podobnost z E-durom, tako da boste malo vedeli, ne, da lažje si zapomniti. Ok, da pa dobimo E-mol oziroma F-mol, moramo pa vse, kar moramo narediti, je spustiti sredinca. Tako je, sredinca moramo pokazati. In kaj smo s tem naredili? S tem smo prestavili, smo se pomaknili iz velike terce na malo terco. Se pravi, šli smo iz A-ja na gis. Toni si potem sledijo. F, C, F, gis, C. Nič hudega, ne? Nič kaj tazga. Evo, in to je F-dur. No, zdaj pa bi jaz še ene par besed rad povedal o tem, kako prijeti tale akord. Kot prvo je treba vedeti, da tele toni, ki so, se pravi F, C in F, morajo glih tako zveneti kot tele trije, ki jih primete s telem 3 prstom. To bo pa treba naštudirati tale prst in sicer boste mogli z glavo prijeti, jaz temu pravim. Prijeti boste mogli tako, da bo prst dol tišel vse strune. Se pravi, bo treba nekako čutiti, kako vsako struno dol prijeti. Ja, s tem imajo ljudje največ težav in največkrat obupajo, zaradi tega tudi pol doskrat majčkeno goljufajo pa takole primejo kakšen F. Jaz vas vabim, da primete takole, kot treba, s kazalcem čez vse strune in da v bistvu z glavo pritisnete dol vsako struno posebej. Kaj to pomeni? To pomeni, da boste videli, kjer delček prsta se nasloni na katero struno in kje moraš dol pritisniti. Mogoče se sliši to malo čuden, ampak dejansko je meni to pomagalo tudi pri velikih drugih učencih, da so začele stvari zveneti. In začeli boste najprej tako, da bo zvenel kakšen ton, potem boste popravili, bo kakšen drug ton spet začel zveneti in na koncu, ko boste z glavo pritiskali dol, z glavo, bojo začeli zveneti vsi. Jaz mislim, da je to en tak dober pristop, ki vam zna pomagati na začetku, ker ta akord in pa tudi kakšen B ali pa H so najtežji za začetnika za prijeti. Tako da ne obupati, z glavo pritiskati dol. Evo,
Hvala lepa, res hvala lepa vsem za pozornost. Vabim vas še enkrat, da si pogledate ostale filmčke. Prav vam bojo prišli, če ste kitaristi začetniki. To so moji pogledi na stvar, to niso neki šolski prijemi, to so stvari, ki so meni prav prišle, ko sem se jaz učil kitaro in tudi danes, ko v živo nastopam, mi te stvari prav pridejo. Tako da, pejte si še ostale filmčke pogledati in hvala lepa za pozornost. Se vidimo naslednjič. Čau.